Jaz pa nimam vprašanja za vas, ampak bi vas rada nagovorila kot nekdo, ki bo dal glas vam vsem kot Ljudski listi. Zdaj, v zadnjih 2 letih sem bila veliko na ulici in dvakrat sem doživela medijski linč, masakr, tako da vem, kaj to pomeni, kaj si te mediji prvošijo. Tako da tudi so me prikazali kot neko agresivko, ko ves čas vpijem, pa se kregam s policisti, kar ni res, jaz sem s policisti in želvaki zelo dobrih odnosih, kave pijemo skup in se imamo lušten. Imam pa težavo z nekom, ki želi biti avtoriteta, pa to ni. Ne? Imamo takih kar nekaj zdaj v parlamentu, tako da pred takimi pač nisem tih, sem mogoče tako, Mateja mi je lahko blizu, kada bi mene vpisala po karakterju. Tako da malo ljudem priznavam avtoriteto in čast, tako da nekaj bom vas nagovorila, bom ostala, zato ker vam želim izkazati čast. Ker ste se pripravljeni izpostaviti, ker ste pripravljeni svojo družino, svoje življenje, svojo intimo in vse, kar imate, dati za boljši jutri. In več kot to, vaše srce, vaše ime, vaša preteklost, vaše znanje, vaše izkušnje, to, kar ste, ne morete dati. Tako da kot vaša volivka, kot nekdo, ko vam bo dal glas, vam lahko rečem v svojem imenu hvala, ste moj up v boljši jutri in zaradi vas verjamem, da moji pretekli 2 leti, kjer sem branila svojo čast, svoje telo, nedotakljivost do te mere, da sem izgubila službo v javni upravi, ker smo govorili javno upravo, ampak nič ne de, on ima že ideje, kaj bo z mano in mu popolnoma zaupam. Želim vam reči en velik in iskren hvala, ker imate pogum in ker imate srce tam, kar ga morate imeti. Hvala, ker bomo tudi mi radi podporo, ker bomo zelo izpostavljeni. Mogoče še niti ne vemo točno, kaj se dodajamo, ampak bomo radi vašo podporo. Hvala. Vse to sem hotela še vmes reči, pa sem bila čustvena, da ja, verjetno greste zdajle v največji masakr vseh masakrov. Vzdržali boste po moje tako, da boste res vedeli, da niste sami, da smo tukaj za vami tudi ljudje in ne bo lahko, no? Ne bo lahko, ampak verjamem, da z vami bo lahko. Ne bo lahko.